družina in kjer je najdla Una tudi navdih za knjigo. Szóval még magyarul megmondom, eljátszok egy néhány dalt arról a környékről, ahonnan én eredek, meg ahol a feleségem ihletet talált a könyv írásához. Na katerem bomo predstavili knjigo Matildina kuhinja, avtorice Ule Hribar-Babinski. Ula je Kranjčanka, res vsestranska ženska. Mi se poznava že nekaj časa, tako da jaz upam, da vas ne bom motila, da se bomo tikali. Pa bomo začeli kar na začetku. Zdaj ti si, kot sem rekla, Kranjčanka, nekako nimaš madžarskih ali pa vojvodinskih korenin, vse si pa napisala kuharsko knjigo, polno madžarskih vojvodinskih receptov. Kako je prišlo do tega, zakaj? Ja, verjetno, če ne bi Lasla spoznala, tega ne bi pisala. In ko sva se midva spoznala, je bil moj prvi obisk Vojvodine, ko sva šla na poroko. In potem pa, ker je bila še mati njegova živa, pa je rekla, kaj pa ona je? Pa je rekel, vegetarijanka je. In pa so bili čisto vsi ogorčeni. Ja, kva pa je? Krompir pa solato ali kaj? No, njegova mati ni imela s tem nobenih težav, mi je čisto lepo skuhala v pusto kosilo. No, ampak, ko sem bila jaz tam, sem pa videla, da ta kuhinja je res zelo, zelo drugačna. Veliko je mesa, zelo je mastna, zelo je sladka tudi, uporabljajo začimbe, sploh to mleto, sladko rdečo papriko, ki jo pri nas mogoče daš malo noter, ne toliko veliko. In tako v bistvu sem se jaz to kulinariko spoznavala. Kot otrok se spomnim, da sem rada pekla torte, pa tudi sem kaj skuhala, tako da mi kuhanje ni bilo tuje. No, pa še nekaj zanimivega je bilo, ko sem jaz Lasla spoznala, njena moja teta je rekla, ja, Madona, a veš, koliko pa tam dobro jejo, pa masno, pa veliko mesa, ti što mogla čisto spremeniti tvoj način kuhanja, ne? Pa bo meni to tako čudo, ampak ko sem prišla na poroko, sem pa res videla to, koliko se pa tam je, pa kakšne torte vse pripravljajo na porokah, to je pa res nekaj čisto drugačnega, kot pri nas. No in pač to je bil ta naš prvi obisk, potem je tašča preminila zaradi bolezni, ostala sva midva sama
In potem so prišli otroci. Pa sem bila zmeraj tako vedoželjna, mene je zanimalo, odkot on prihaja. Pa sem rekla, pa daj ti meni povej, kaj ste vi kaj doma jedla, ne? On je rekel, mi smo ful jedli, moja mama je skozi kuhala, ona je skozi pekla, ona je skozi pripravljala, ne? Pa smo jedli princes krofe, pa je krofe navadne pekla, pa dolgo štorto je pekla, se vse to je pekla, vse to je pripravljala, ne? Tako da, potem takem sem se pa je začela zanimati, ne, prav detaljno. No in tako sva potem eno leto, je pa rekel Laslo, veš, moja mami je pa tudi imela svoje knjige, receptov, ne, in sem rekla, a jaz lahko to kaj videla, ne? Ja, seveda, no in sem potem sva prosila svakinjo, Kot zvezke. Ja, zvezke, tako zapiske, ne. In potem je svakinja te zvezke nama posodila, da sva jih prekopirala in pa sem jaz šla veselo na delo in jaz to odprem ti zvezek. Pa sploh nisem pomislila, valjda, ne, oni so Madžari, vse v madžarskem jeziku, jaz nisem nič besed nisem znala. Vse sem se nekaj učila, to je tako težek jezik, da to nič ne razumeš. Pa ti v glavo pride ena beseda, pa ojoj, cel izziv. No, ampak pa sem preslasla, dej, kaj pa to pomeni, ne, kaj je to jaš, to jaš, kaj je to? Pa ja, jajce, a ne, okej, jajce. Kaj pa je to? Ja, to je pa moka, a ne, cukor, cukor je cukor, v redu, sladkor, a ne. In tako smo potem šla besedo za besedo in pa Laslo to meni prevajal, jaz sem to tako malo si zapisovala. Jaz sem se zelo hitro ogrela, meni je bilo pol to tako naporno, vse to madžarši, tako da sem pol malo obupala se, nič, daj bom že to pustila, ne. No, tako da pač imela neki zametki so bili, da me je to zanimalo, kako pa kaj. Potem smo pa imela vsako leto obiskovala Vojvodino, hodila sva k očetu na obisk. Se pravi, to je kraj Mihajlovo, tako, ja. To so tudi recepti iz te vasi. In tako sem jaz spoznavala kraj, spoznavala sem kuhinjo, sicer jaz nikoli nisem mogla tako skuhati, kar je ona skuhala, tako da mi je bilo na koncu kar malo nerodno. V bistvu tako iskreno vam povem, meni se v Mihajlovu vse zažge. Vse se zažge, vse je za nič, tako da ne vem, ostaja še ta duh moje tašče pokojne, da tam nobene more tako dobro kuhati, kakor ona, ampak skratka, doma sem malo bolj vešča, no, tako da vse te recepte, ki so v knjigi, sem jih sama skuhala, smo jih poslikali, tako da sem uspela nekaj narediti, no, ampak tako, no, skratka, tako se je začel. In potem, ko sem bila na eni porodniški, sem malo več poskušala kuhati pa pripravljati, pa na drugi porodniški sem dobila še dodaten elan, sem potem še začela to malo slikati, pa ena prijateljica mi rekla, pa ti skozi nekaj kuhaš, pa skozi nekaj delaš, pa daj ti naredi svoj blog, a ne? Pa sem rekla, ma dej, nimam jaz časa za to. Pa pravi, pa poskusi, a ne? No in potem sem jaz res tako počasi nekaj skuhala, nekaj poslikala, pa sem rekla, ampak zdaj pa, če že to kuhamo, pa to jemo, pa vse te recepte mislim pač te madžarske, da bi jaz to zapisala. No in potem sem jaz to v uvodu začela zapisovati, recept za recept, Laslo mi je to prevajal, vmes sem se že kakšno besedo naučila, tako da sem že kaj sama razumela, približno kaj gre. Tako da sem potem na zadnji porodniški, mislim, to je res vse čez porodniško, vse se to čez otroke dogaja, tako da to je res naša družinska zadeva, ne moja osebna, sploh se tako ne počutim. In dejansko so otroci oziroma družina tudi tisti, za kjer si pač to knjigo napisala in jo v zgolj 200 primerkih izdala. Ja, ker mi živimo v Sloveniji, ne, iskreno jaz ne kuham tako mastno, tako začinjeno, imam čisto pač drug slog kuhanja, ampak to so korenine mojih otrok in meni se to zdi prav, kljub jeziku, ki ga tudi govorijo, da poznajo tudi ta del kulture, svoje kulturne dediščine in meni se zdi to tako res imenitno, da nam je uspelo to v knjigo zapakirati in pripraviti in tako, zelo lepo se mi zdi. Si pa v to knjigo pač poleg receptov, okrog 50 jih je, tudi še neki
zgodbe pač noter vključila. Pravzaprav, kako si izbrala med vsemi verjetno 100, več 100 recepti, prav teh 50, pa kaj vse si še dodala v knjigo, ker ni bolj kuharska knjiga? Ja, ta knjiga je v bistvu naša zgodba, ko sva se midva z Laslo spoznala, kako sem jaz spoznala Vojvodino. V bistvu tudi v tej knjigi konec koncev so tudi določeni običaji, kako nekoč izgledala poroka, pogreb recimo, kaj se je ob rojstvu pripravlja, potem za sveto Lucijo, se pravi različne priložnosti. No in pač, ko se nam zelo veliko dogaja, se verjetno se v vsaki družini, pa sem tudi včasih dobila kakšen navdih za kako zgodbo, in tako sem te zgodbe prepletla z kuharskimi recepti, kot naprimer, kako sva se z Laslom poročila. Midva sva imela 2 poroki, ena poroka je bila v Sloveniji, ena poroka je bila v Vojvodini. In pač sem opisala, kako smo mi, recimo v Sloveniji sva midva imela poroko na Bledu, prav včeraj smo se o tem pogovarjala. In sva rekla, ne bova delala velike poroke, to v bistvu za ožje družinske člane, za prijatelje. In sva na Bledu šla do ene restauracije in sva prosila, če nama naredijo samo kanapeje, pa postrežejo z šampanjcem. Po gorenjsko. Ja, čisto po gorenjsko, ja. No in potem, ko smo mi res tja prišli, so oni vse to res pripravili, torto smo pa prinesli, to so nam spekli na slaščičarni, in bolj je bil pa račun, Tist račun, jaz ga ne moram preboleti. To je bil toliko velik. Za 12 šampanjcev in za ne vem koliko, 50 ali pa 100 kanapejev sva midva toliko veliko plačala, da sva bila čisto obupana. In potem je rekel Laslo, mojemu očetu je rekel, joj, a veste, to so bili dragi šampanjci, zdaj da gremo mi še v Vojvodino še enkrat toliko šampanjcev kupiti, pa nimam jaz spet 400 evrov, da še enkrat toliko šampanjcev kupiti. Ma ne, Laslo, ti bodi praktičen, peti v Lidl, 1,5 evra je šampanjce, sem ga glih zadnjič kupil, pa jih kup tistih 12 časih, zdaj pa še kakšnega več za vsak slučaj, ne vem, kakšne so tam pivske navade, no in stvar rešena. No in mi smo res toliko šampanjcev kupili. Cel večer smo pili šampanjce, nismo jih 12 tankali, midva smo še 6 let po poroki hodila v Vojvodino, vsakič je eno flašo odprla, tako da so stankala tistih 12 šampanjcev. No, tako da take osebne zgodbe sem vključila v knjigo, tako da je večkrat bolj zabavna, pa da ljudje spoznajo mogoče Vojvodince. Pa tudi navsezadnje, da otroci tudi malo dobijo občutek o tvojem, o vajinem življenju, o vajini preteklosti, sedanjosti in tako naprej. Zdaj, knjigo si izdala pred 2 mesecema, skoraj točno pred 2 mesecema. V tem času se ti pa tudi določene stvari, oziroma ta knjiga ti prinesla določene nove izkušnje in tudi nove bralce, verjetno, a si poveš malo o teh, kaj se ti vse zgodilo, pa kakšne pač prve vtise bralcev, kjer si se pripisala. Ja, jaz sem v bistvu to knjigo res v enem takem skromnem natisu naredila, 200 izvodov je, nekih je pač za moje družinske člane, za pač tiste ljudi, ki so mi nekako blizu stali v času nastajanja te knjige, ki ni pač bila čez noč, to je tudi mogoče ena zgodba. Jaz iskreno sem zelo presenečena nad ljudmi, ki me pokličajo in rečejo, a veste, jaz imam tudi madžarske korenine, moja mama je tudi veliko kuhala, imam tudi neke njene recepte, ampak me res zelo zanima še vaša knjiga. Nisem si predstavljala, da bodo taki ljudje, ki jih bo to zanimalo. Jaz sem rekla, dobro, 200 ljudi se to, ki jih že poznam, bom že če ne drugega potalala, je to knjiga, ampak to sem Gorenjka, ne tala je knjiga, veste. No, tako da, no to recimo, to sem zelo vesela, no, potem ena moja, kako bi rekla, seniorka, ena moja stranka, ki je to prebrala, me je tudi tako zabavala, kako je ona to prebirala, to knjigo, kako se je spomnila ona svojih izkušenj ali pa svojih zgodb s svojimi sorodniki, kako je kdo kuhal, nekaj pripravljal. Tako da
lepe izkušnje, lepe stvari se mi odvijajo, nove ljudi spoznavaš. Najbolj sem pa tis presenečena, kar naenkrat me en pokliče, ne, pa reče, a veste, jaz bi pa vašo knjigo bral, kupil, jaz sem to bral, neki intervju ali nekaj sem slišal, a sem vas videl na televiziji, a ne. In pa se češ, Madonca, res to tako seže to delač, a ne, pa zdaj samo ena navadna kuharica, v bistvu, dobro, res je bilo veliko dela, ne, ampak vse je napisana s srcem in ljubeznijo in velikim spoštovanjem v preteklosti do kulinarike, do receptov. Da ne pozabim, fanta boste potem tudi tamle ene par izvodov malo s sabo in če bo kdo hotel kupati, ne, boste lahko tudi vzel za domov, pa lahko kakšen podpis ali pa posvetilo, da notar, če bo kdo to želel. Zdaj, omenila si že svojo seniorko, ampak tukaj je se pravi še ena zgodba, ker sem že rekla, da si zelo vsestranska. Po izobrazbi si diplomirana medicinska sestra in tudi ekonomistka diplomirana, vsem pa tvoje življenje je zelo povezano s kulinariko, s kuhanjem. V Kranju že dolgo časa pripravljaš kulinarične tečaje, ki pa so malo drugačni, malo posebni. Povej malo o teh tečajih, zakaj so to drugačni? Ja, v Kranju se je pred 12 leti odprl medgeneracijski center. No, in to je bilo tisto moje obdobje kuhanja, ustvarjanja. Tudi takrat sem študij zaključila in sem želela pač svoje znanje uporabljati. Tako da ena zadeva je pač ta telovadba za zdravo hrbtenico, za pač starejše ljudi. No, in potem pa, ker pač center živi in se ponuja mnogo aktivnosti, so mi takrat tudi ponudili, a bi ti imela tudi kuharski tečaj kakšen, ne? Sem rekla, ja dobro, zdaj jaz nisem kuharica, ne, vse morate vedeti, jaz sem ljubiteljska kuharica, jaz pač doma kuham, nam rekla ponudi, ker pač to rada počnem, mogoče v zadnjem času se nam je tudi malo ritmo življenja spremenil, tako da zdaj več mož kuha, ne, ampak toliko znam, da lahko kaj pokažem. No in v ta center predvsem so prihajali oziroma prihajajo ljudje, ki so bodisi starejši, bodisi so sami, mogoče tudi socialno šibkejši in je to za njih neko srečanje, nek dogodek. To sem jaz pač s časoma ugotovila, ko smo imeli te prve tečaje, ker sem bila najprej zelo obremenjena, joj, pa mora biti nekaj posebenega, pa nekaj tako, ampak pa sem pa videla, da ne, ljudje tam tja dejansko prihajajo za druženje, in mi medtem, kot smo nekaj skuhali, smo se vmes pogovorili čisto vsem pač o njihovem življenju, o njihovih skrbeh, o njihovih mogoče dilemah v življenju, mogoče marsikdaj kdo kakšno zgodbo zaupal in tako naprej, in vzporedno s tem medgeneracijskim centrom v Kranju sem spoznala tudi ljudi sem se povezala z Cenetom Štuparjem v Ljubljani, z Natašo, ki je tudi z nami, ki je tudi napisala uvodne misli v to kuharico. In ista zgodba je tam, pač druženje in mogoče tudi seveda, pa so se pa tudi izmenjali recepti, pa kdo prišel preko, ja, veste, moja mama je pa tudi iz tam, a veste, ona je pa to malo drugače pripravljala, tako da, ena taka socialna nota se je tukaj odpirala, no, to pač bil en del. Drug del je pa potem, so pa prišli na vrsto, center Korak v Kranju, to je center, kjer se zbirajo, oziroma kjer so ljudje po poškodbi glave. No in recimo zate, pa zame, je na primer rezanje čebule čisto nekaj enostavno. Vmes lahko klepetava, trikrat če pomešava gulaš in tako naprej, za njih je pa to delovna terapija. In v bistvu ta del je pa tudi mene kot diplomirano sestro zelo zanimivo, kako z njimi delati, kako jim pomagati, da bi njihov vsakdan na nek način tudi olajšali s to kuhinjskimi, čisto vsakdnevnimi, običajnimi opravili. In moram reči, da sem jaz včasih res presenečena, kaj lahko poškodba glave človeku naredi. Bodisi je to pokatni, bodisi so to kakšne nesreče. No in tudi recimo, koliko je enih pripomočkov lahko za te ljudi, da naprimer dela, da deska ne drsi, naprimer, kako prijeti, kako v bistvu
jajce stolčiti, da ti samo belak zleti ven, da ostane rumenak noter. Tako da to so pač z delovno terapevtko, ki sem jo opazovala, zato se mi zdi fenomenalno, da lahko človek kljub neki taki težki poškodbi še kasneje nekako postane samostojen pri dnevnih opravilih, kakor je kuhanje. Ja, jaz bi samo povedala, jaz sem bila na parih teh kuharskih tečajih, ki jih je Ula vodila, in to je res ena taka skupnost, se naredi, ljudje se odprejo, druge stvari se pogovarjajo, tako sproščeno je zelo, predvsem na teh prvih, ki si jih omenila. Ampak če greva mi zdaj nazaj proti Vojvodini, me predvsem zanima zdaj, kako ti vidiš to madžarsko kulinariko, če jo primerjaš recimo s slovensko, s to, kot je mogoče od otroštva znana. No, jaz sem recimo, meni se zdi, da je zelo veliko drugačnih usporednic, edino vidi se ta razlika. Vojvodina je kmečka dežela, kamorkoli se obrneš, so polja, so te sončnice, ki jih imamo danes tukaj, žito in olje, maščoba, živali, res je to zelo bogata hrana. Recimo, če jaz primerjam to z našo hrano, je mogoče veliko bolj revna. Morda smo mi tudi že malo bolj, ne želim biti nesramna ali pa mogoče, da ne bi narobe rekla, malo bolj pazimo na zdravje, tako da damo manj olja, ne uporabljamo več masti, bolj olivno olje, ne uporabljamo margarine, uporabljamo maslo, manj sladkorja, rjavi sladkor, melasa pa tako naprej. No, tega recimo ta vojvodinski del, saj ta kmečki del to še ni toliko usvojil, saj to, kar imam jaz izkušenj. Tako da zelo bogato, je zelo bogata hrana. In bodisi so to juhe, bodisi je to golaž, ali pa tudi sladice recimo. Pri nas, recimo moja stara mama, ona je rasla rojena je leta 32, še vedno je živa. In ko se mi dve pogovarjala, kaj so takrat jedli, veš, mi smo bili reveži. Mi, če smo imeli krompir, je bilo že veliko. Potem smo pa dali malo moke noter, zato da smo bili siti. Tako da v primerjavi z to kmečko, madžarsko hrano, bi jaz rekla, da je ta zelo bogata. Sicer potem zdaj, če pomislimo golaž, golaž imamo tudi mi, ampak tam dajo veliko tega mesa noter, pri nas damo tako ene dve pesti. Dobro, čeprav jaz moram veliko kuhati, ker mislim tudi količinsko, ker moji otroci imajo radi hrano, radi jejo. Tako da pri nas ne šparamo s hrano. Ampak če pa kam pridem, pa vidim, da so bolj tako skromni. Ampak ne samo mesa, tudi verjetno paprike, kar po žlicah. Ja, to kakor strese noter, jaz to prvič jaz rekam, kdo bo to jedel, takoj, ko je to rdeča barva, rečeš, joj, to bo še pekel. Ne, rdeča sladka mleta paprika ne peče, da lep okus in pa tudi zelo lepo barvo. Tako da, na primer, sarme, ko delaš sarme, daš samo res čim več mlete rdeče paprike v ta podmet, se pravi olje, mogoče malo moke, pa potem to mleto rdečo papriko, zaviješ, da je to potem bolj gosto in to je to. Kaj sem jaz predelala? Jaz sem pa paradižnikovo mezgo noter dala. Z rdečo barvo. Z rdečo barvo. Po bistvu ne rabiš nobene rdeče mezge. Že tako recimo zelje je razhudnik, je težko prebavljiv na želodec. Pa še če imaš težave s tem, zdaj pa da daš še paradižnik noter, pa se to ti bo čisto zavrelo želodca. Tako da to, pa recimo pol tudi kumina, uporabljajo kumino, da to umiri te sokove. Večkrat si že omenila oziroma nakazala, da je tudi zelo veliko maslo kuha, ampak kjer jedi pa recimo zdaj v tem obdobju, ki že malo hladneje, tako na žlico, mogoče kaj kuhaš doma, so to bolj slovenske, so to bolj pač iz te knjige oziroma po teh receptih? No, zdaj pred kratkim smo imeli ričet
To je taka zelo tipična slovenska jed. Drugače skuham tudi kakšen sekedin, pečenice, za krvavice glih niso. Drugače pa sarme, no tudi sarme naredimo, potem paso tudi naredimo, to so bolj take zimske jedi. No, nekaj, kar nam je tudi, kar mi je zelo prišlo v navado, pečen krompir, kar je tudi v tej knjigi. Zelo enostavno, a veste, vzameš, olupaš krompir, ga na tanko narežeš, to me je Laslo naučil celo, in potem maščobo čez, ker krompir že sam po sebi pravi veliko maščobe, a ne. Zdaj, lahko daš olivno olje, lahko daš pa tudi svinjsko mast, če ti to všeč, a ne. Potem na vrhu obvezno mora biti malo slanine, da potem, ko se to peče, še tista maščoba dol pocedi. In to je recimo ena taka zelo običajna jed, ki jo imamo tudi čez zimo. Je tudi recept tukaj noter? Ja, je tudi recept tukaj noter, simpel. Veste, recepti so vsi enostavni, razen doboš torte, je malo bolj zahtevna, ampak ni toliko zahtevna, ampak v bistvu rabi več časa, da jo narediš. No, tako da, če si strasten, če imaš rast kuhanje, to sploh ni problem. Tako da, kar se pa tiče sladkega, pa zdaj, ko so pač otroci, oni imajo radi torte za rojsten dan, tako da potem sem se naučila pripravljati kremo za torte. Največkrat pa narediš, tudi pač dostkrat narediš tole torto, ki je tukaj na naslovnici. No, dobro, za... Kraljica. Ja, kraljica torte, doboš torta. Zdaj, za občinstvo bom rekla, ja, da zelo pogosto rečem, doboš torto. Ampak out of record je pa tako prvica doboš torto, ker to so mi rekli, to je pa toliko zahtevna torta, toliko zahtevna sladica, da to pa res, sam če si vojvodinska Madžarka, jo lahko narediš, a ne. Jaz se kaj, če si nisem vojvodinska Madžarka, a ne, kuham rada, bom jaz to že enkrat. No, tako da prvič, ko je bila prilika, je bilo za Laslo 40. rojstni dan, takrat sem se pa res potrudila. Moram reči, da sem se fejst namatrala, tudi ta zgodba je tukaj v knjigi opisana, ampak mi je uspela in še tast jo pohvalil, je rekel, ja, to je pa tako, kot bi moja žena pokojna naredila. No, tako da, če mene tast pohvalil, pa sem jaz res pomirjena. Tako da, ja, no, in zadnjič pred kratkim smo pa šli, v Ljubljani smo šli v eno slaščičarno, pa ne bom delala reklami kam, ker ni bila dobra, da bi vam povedala. In vid sin prav, ole mami, doboš torta, jaz reka, super, jo bom probala, ne. No, in moram reči, razočarana sem bila. Prvič, doboš torta ima 9 plasti. Plasti so tanke, in na zadnji plasti je slavna karamela. In to karamelo je pa izziv narediti, ampak se jo da, ker jo moraš v bistvu tako zarezati, ko jo polijaš, se pravi, skuhaš karamelo, polijaš čez ta biskvitno testo in potem jo moraš tako zarezati, kakor boš ti rezal torto, a ne. In mora biti glih toliko globoka zareza, da ko se strdi, da ti lepo zrežeš, ker drugače, ne, to vse razpade, se si predstavljate, potem namesto enega kosa 4 zraven odrežeš, a ne. No, tako da to in potem vmes še ta jajčna, maslena in čokoladna krema. Tako da to je tisto, kar je značilno za doboš torto. Moja pokojna tašča, ona je delala še neke okraske, okrogle, vijugaste, nisem taka kuharica. Jaz kuham, ampak prav lepo včasih tudi njim, tako da pojemo pa vse. To te še čaka, to je se pravi izziv za prihodnost. Najprej še nekaj čaka. Zdaj, no, na kratko si že omenila pač vaniljevo kremo, zelo vsestransko, ampak preden se midve iz tega teoretičnega dela večera pomakneva k praktičnem delu, bi pa Lasla prosila še za eno glasbeno točko, prosim, da se malo nadiha. Thank you.
tehničnih težav, ampak se bodo upravljali po mojem, malo. Marka. Mark bo prišel. Zelo uporabna. Jaz jo uporabljam za torte. Tako da osnova je 1 deci mleka, 1 rumenjak, 10 gramov koruznega škroba pa malo sladkorja. Zdaj lahko daste vaniljev sladkor. In zdaj tudi odvisno, koliko veliko količino boste tega delali. Potem to je recimo nadev tudi za kremšnite ali pa za princeskofe. Tako da, evo zdaj, če bomo uspeli biti tole segret. No ja. Nekaj nama dela, nekaj nama ne dela. Se pravi, imamo tukaj mleko, sladkor, jajce. Uporabiš pa celo jajce, ne? Ne, samo rumenjak. Samo rumenjak. Se pravi, tole treba najprej segret, nama ne vem, če nama